Od 13. maja naprej je podjetje Videx iz Ljubljane odprlo že 11. poslovalnico na Jesenicah v Tuš centru. Fantje, vam si bil pa težek dan? Bil, že res je. Pa tudi veliko smo naredili. Ja, res je. Ampak le nekaj naštima. Kaj spet? A kaj ste, kje so dekleta? To moraš pa ti vedeti. Po moje, da domač pejo zapečejo kar kure, če pa mi tisto našo zapojemo, pa mora biti pridejo gor. Dajmo jo. Pa daj bo probaj, no. Sem šel čez Majnico, sem slišal ptičke pet lepo, so pele ptičke pesnico, od svoje ljubce grem domov. In hojla drija, hojla drom, od svoje ljubce grem domov. In hojla drija, hojla drom, od svoje ljubce grem domov. Še prej se bom na vas podal, zelen klobuk na glavco djal. Oj, za klobuk pa peljata, da me bo videla ljubica. In hojla drija, hojla drom, da me bo videla ljubica. In hojla drija, hojla drom, da me bo videla ljubica. S tem pa je otvoritev 11. poslovalnice Videxa tukaj na Jesenicah tudi uradno odprta, tako da vabim vse, oglejte si njihove prekrasne prostore, vam folklornikom hvala, ne še odideti, ostanite z nami, malo poklepetajte, posladkajte se, kaj popite, tudi si ostali in seveda zaključno besedo ima pa noben drug kot direktor. Hvala vsem udeležencem, hvala Peška. Če ima kdo še karko za opraviti, lahko pohiti, ker v petkih delajo samo do 3, Če se kdo želi še pogovarjati s kakšnim akustiko, smo tu seveda na voljo. Hvala lepa. Kako ste sploh prišli na idejo, da tudi v Tušu na Jesenicah odprete novo poslovalnico? Ideja je prišla že pred časom, ko smo slišali, dobili signale tudi iz ambulante in od uporabnikov slušnih aparatov, da bi bilo zaželjeno, da smo tukaj zopet v področju Zgornje Savske doline. Pred časi smo že delovali tukaj in sicer samo delno, ne s popolno podporo, nismo imeli tukaj servisa, ko smo še delali v bolnišnici. Zdaj pa z otvoritvijo te nove poslovalnice, novega slušnega centra zagotavljamo uporabnikom popolno podporo, se pravi od nabave novih slušnih aparatov, vzdrževanja, skratka vsega tistega, kar uporabniki potrebujejo, ko prejmejo slušni aparat. Čez 2 leti boste praznovali 50-letnico, torej boste srečali Abrahama in odslej ste odprli že 11 poslovalnic v Sloveniji. Tako je, prihodnje leto oziroma čez 2 leti bo to že 50. leto, ker je Videx prisoten v Sloveniji. Želim povedati, da je Videx vedno bil nek vodilni proizvajalec slušnih aparatov v svetu, da smo v stiku z najbolj sodobno tehnologijo, ki jo imamo na voljo direktno od samega proizvajalca, kajti Videx je tudi večinski lastnik našega podjetja. In dober aparat in seveda odlična podpora slušnih akustikov je tista prava kombinacija, da lahko naglušnim zagotovimo uspešno uporabo slušnih aparatov. Glede na to, da je veliko starejše populacije vedno več in skoraj vsak potrebuje v določenih letih slušni aparat. Seveda tudi starejši so mnogo bolj aktivni, kot so bili pred leti in prav to, da jih neke vrste aktivnost ohranja, da so bolj vitalni, da so tudi miselno sposobnejši, seveda je zelo pomembno za to, da starejši, ki so samostojni, ki lahko normalno komunicirajo na vseh področjih, so tudi seveda manjše breme mlajšim generacijam in mi si želimo, da
ljudje uporabljajo slušne aparate, ukolikor imajo težave. Mi pa bomo seveda še naprej opravljali svoje poslanstvo in jim pomagali. Tudi v primeru težav smo tu na voljo vsem, da jim pomagamo. S 13. majem ste poživili tole današnjo otvoritev s folklorno skupino Julijana iz Hrušice in je verjetno ogrela slehernika, ki je bil tu na vaši otvoritvi. Tako je. To je pač tisto domače, tisto, kar nam je všeč in to smo želeli tudi tukaj na Jesenicah. Želimo, da se ljudje tudi pri nas počutijo domače, dobro, da seveda imajo odprto komunikacijo tudi z nami, kajti odprt pogovor, dober pogovor s slušnim akustikom lahko razreši marsikatero težavo, ki jo imajo naglušni. Iskrene čestitke ob tej otvoritvi in pa prav gotovo je stranka tista, ki bo zagotovila uspeh vašega podjetja. Hvala lepa. Peter Kropivšek, vi ste ustanovitelj podjetja Videx. Kje so pravzaprav razlogi, da ste se odločili, da začnete? Kako vas je pot pripeljala na to? Se pravi, jaz sem takrat delal v Ljubljani v podjetju Elektromedicina, ki je bila usposobljena za vzdrževanje od rentgenov do vseh drugih medicinskih in tja so na nek način tudi slušni aparati spadali, ker so se enostavno prihajale stranke in imele neke probleme, če lahko pomagamo. Ne? Enostavno z tega se je začela stvar razvijati. V dobrem letu nas je bilo 5 v skupini, ki smo že lahko te težave naglušnim reševali, ne? In to je bila tista pravzaprav prava pot, zakaj je to potrebno na nek način organizirati in izvajati, ne? No, tukaj so bile potem še tudi druge organizacije, recimo Zveza gluhih Slovenije je imela na nek način enake želje. Problem je bil običajno, da ni to bilo, kar treba je bilo znati organizirati in tudi najti tista minimalna finančna sredstva, da se lahko začel delati. No, pa smo uspeli. In kot izgleda, ste zadeli žebljico na glavico in tako rekoč podjetje Videx obstaja še danes. Ideja se je udejanjila tako, kot je treba. Čestitke vam. Hvala lepa. Bine Hribar, odslej boste vi v tej poslovalnici, ki je tokrat odprta v Tušu na Jesenicah, stregli vaše stranke. Od česa je odvisno, kakšna je empatija stranke, kako jo boste postregli, kako jo boste motivirali? Ja, poglejte, stranke so zelo različne. Seveda je odvisno tudi od njihovih izkušenj, ali je to prva izkušnja, ali je to že daljši uporabnik slušnega aparata, recimo. Seveda se stranki maksimalno posvetimo, skušamo videti tudi vrsto naglušnosti, se posvetimo tudi glede na njihove druge, rekel, potrebe glede servisa in na vsak način sigurno probamo zadovoljiti njeno željo in nekako, rekel, iz sluh popraviti, kolikor je mogoče. Seveda je pa to zelo odvisno od vrste naglušnosti, tudi od vrste izgube sluha, recimo, ne, ker poznamo več različnih naglušnosti. Ni pa vedno tudi, rekel, slušni aparat 100% rešitev za izgubo sluha, ne. Mitja Štiren, tudi vi boste tukaj prodajalec in glede na to, kako se boste vi lotili stranke, ko bo prišla, kako jo boste postregli? Vedno je treba stranko najprej poslušati, v čem je osnovni problem njene naglušnosti, potem pa se pogovorimo in predstavimo naš asortiman slušnih aparatov, omogočimo vedno stranki, da potestira slušne aparate in se na podlagi tega preizkusa potem odloči, ali je to res to.
Skratka, bistveno je poslušanje njenih težav, potem pa z našo strokovnostjo, pa z našim delom nastavljanja slušnega aparata omogočimo, da uporabnik zares boljše razume in boljše sliši. Ko uporabnik slušni aparat pri vas izbere, kakšen je čas, ko ga lahko dobi in ga pride v poslovalnico iskat? Ta čas je nekje okrog 14 dni. In še povejte, kakšen je delovni čas, ko vas bodo lahko stranke obiskale v Tušu na Jesenicah? Ja, delovni čas je tako, odprta je vsak delovnik, od ponedeljek in torek od 11. do 18. ure, ostale dni pa od 8. do 15. ure. Zadovoljni kupec je za vas največji uspeh. Vsekakor. Točno tako. Temu se tudi prilagajamo, skušamo maksimalno tudi se zavzeti, da so stranke zadovoljne, ker najboljša stranka širi dober glas v deveto vas.